Pozdravljeni! Zopet je čas za komentar novic, ki prihajajo iz sveta Formule 1. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi tokrat vse novice z datumom 29. marec, kar je nekako razumljivo, namreč v ponedeljek po veliki nagradi ponavadi beremo o raznih vtisih, raznih odmevih, nato v torek planejo v vire vse tiste novice, ki so čakale na objavo, v bistvu zaradi dirke Formule 1. Seveda, kot običajno, 4 sklopi in vsi originali, ukolikor vas zanima, kaj je pisalo v izvirniku, so navedeni v opisu, a pojdimo raje k prvemu sklopu, da ne bomo predolgi. V prvem delu bomo našo pozornost posvetili trku Mika Schumacherja na kvalifikacijah velike nagrade Savdske Arabije. O tem je bilo že kar nekaj govora, ampak na spletni strani motosport.com smo lahko zasledili malce bolj točne podatke o nastali škodi. Vir sicer navaja, da je bilo za približno $1 milijon škode, a kar je meni osebno bolj zanimivo, je to, da šasija in motor z notranjim izgorevanjem so baje v, recimo temu, znosnem stanju še uporabljivi. Po eni strani razumem Günterja Steinerja, da ga nekako skrbi, kako bo z zalogo rezervnih delov, ampak po drugi strani mi ni jasno, zakaj Miku po ocenjeni škodi niso sestavili bolida za samo dirko. Kot smo že omenili, on je imel zeleno luč strani zdravnikov, ampak ekipa ni pripravila bolidov. Namreč bilo bi izjemno enostavno vzeti oni dodatni čas za same mehanike, rezervno šasijo in seveda sestaviti nov bolid. A izgleda, da pri ekipi Haas so se odločili drugače, predvsem zaradi tega, ker do naslednje dirke velike nagrade Avstralije ne bodo dobili novih rezervnih delov. In v tej luči jih razumem, ampak še zmeraj mislim, da poteza kot taka je bila izjemno nepoštena do njihovega voznika. A vseeno, s časom bomo videli, kakšne načrte imajo sploh pri ekipi Haas z Mikom Schumacherjem. V drugem sklopu se bomo pa za trenutek ustavili pri izjavi Christiana Hornerja. Zasledil sem jo na spletni strani Race Fans, ampak mogoče jo je bilo prebrati marsikje. Namreč Horner poudarja, da FIA mora malce razmisliti o razporeditvi območij DRS. Namreč ta igra mačke z mišjo, kot smo jo videli na prvih 2 dirkah sezone 2022, je res malce pretirana. Videli smo, da prvi voznik prehiti drugega s pomočjo sistema DRS in takoj zatem v naslednjem območju DRS-a se zadeva obrne, kajti res lahko je prehitevati, ampak s tako razporeditvijo območij DRS postane že vse skupaj preveč enostavno. Namreč prehitevanje nekako samo po sebi veleva, da tisti zadaj dokončno prehiti onega spredaj. To, da si izmenjuje ta položaj skozi celoten krog, v bistvu je lahko zanimivo za one navdušence, ki ne spremljajo v bistvu dirk nekako zavzeto. Vsi mi si želimo boja na progi, ampak poudarek je na boju. To, kar vidimo, je pa v večini primerov izjemno enostavna izmenjava položajev. In na koncu kroga lahko vidimo, do kakšnih sprememb v bistvu ne pride.
Le oba voznika izgubljata čas, ko se skušata prehiteti, ampak na koncu rezultata ni. Mnogi izmed navdušencev bodo dejali, da v preteklem obdobju je bilo bistveno težje prehiteti. In strinjam se, videli smo lahko manj poizkusov, ampak po mojem videnju so bili ti bistveno bolj kvalitetni. In sedaj smo zopet tam, ali je boljša kvantiteta ali kvaliteta. Seveda, vsak se lahko odloči sam, kaj mu je ljubše in česa si želi videti. Verjetno je eno izmed največjih razočaranj začetka sezone 2022 ekipa McLaren. In na italijanski verziji spletne strani motorsport.com sem zasledil članek, ki nam da malce bolj poglobljen pogled v samo dogajanje. Namreč govori se o tem, da sama ekipa iz Wokinga je že prerazporedila denarna sredstva iz samega razvoja bolida MCL36 na tisto postavko, ki skrbi za odpravo napak. Konec koncev je logično, če bolid ne deluje, zakaj bi ga razvijali? Da bi bolj razvito ne deloval, mislim, da nima smisla. A nekako je razumljivo, da lahko pri McLarenu šasiji MCL36 do konca sezone ne bodo razvili polnega potenciala, a bolj bistveno je nekaj drugega. Namreč na samem začetku sezone je bilo dosti govora o težavah, ki jih imajo z zavorami. In videli smo na nekaterih fotografijah, so že v Bahreinu skušali narediti neke vrste zasilno rešitev. In ta rešitev po zagotovilih onih, ki so prisotni v samih boksih, nekako tudi zadovoljivo deluje, ampak težave McLarena MCL36 se niso ustavile tu. Izgleda, da imajo težavo z aerodinamiko in to ne z aerodinamiko na dnu bolida, temveč z ono, ki ga nekako ustvarja prednji in zadnji stabilizator. Šasija je uravnotežena, ampak manjka oprijem. In če verjamemo Giorgio Plioli, je prednji stabilizator tisti, ki generira približno 25%, zadnji generator nadaljnjih 25%. Torej, težave McLarena MCL36 so dobesedno v sami obliki profilov, ki ne delujejo tako, kot so si zamislili. Zato je potrebno vložiti kar nekaj sredstev v vetrovnik in nove poizkuse, da bi težave, ki so nastale, rešili. Sicer rešitev je po svojem enostavna, potrebno bo izdelati novo obliko profilov. Kot ste razumeli, to stane. In na koncu vemo, da je proračun omejen na $140 milijonov. Kako hitro in kako uspešno bodo težave odpravili, pri McLarenu bomo pa, kot običajno, videli skupaj. Za konec še novica, ki se je odbila od marsikaterega vira in ste jo verjetno že prebrali pred mnogimi dnevi. A na spletni strani italijanske revije Autosprint sem prebral, da v Združenih državah Amerike bomo imeli tretjo veliko nagrado. O tem smo tudi že govorili. Namreč prav danes, v trenutku, ko snemam ta prispevek, naj bi uradno postalo znano, da bodo v naslednji sezoni v Združenih državah Amerike imeli tudi veliko nagrado Las Vegasa. In mnogi malce starejši navdušenci se bodo spomnili, da prav v Las Vegasu smo že imeli veliko nagrado Formule 1. Ni se imenovala uradno velika nagrada Las Vegasa, ampak velika nagrada Caesars Palace. Namreč na parkirišču znane igralnice so naredili neke vrste progo, ki jo pa seveda vozniki niso imeli radi. Bila je izjemno monotona, izjemno predvidljiva in dirka v Las Vegasu je preživela le
2 ediciji. Sedaj izgleda, da bodo progo postavili na tisto glavno ulico Strip in tako bomo zopet videli situacijo, kot je bila prisotna že v Formuli 1 tam v sezoni 1982, ko smo imeli že v Združenih državah Amerike 3 velike nagrade. Sedaj bo tista dirka v Austinu, seveda velika nagrada Miamija in verjetno velika nagrada Las Vegasa. Slišali smo tudi, da obstaja možnost, da bi si lahko Austin in Las Vegas izmenjevala veliko nagrado, ampak zaenkrat sedaj velja to, da bomo mogoče videli 3. Seveda vsi mi napeto čakamo, kakšna bo uradna predstavitev te ideje in v trenutku, ko gledate ta posnetek, boste že lahko brali tisto pravo verzijo. A v trenutku snemanja gre še zmeraj za domneve. Ampak zanimivo je to, kako kar naenkrat so Združene države Amerike z obema rokama zgrabile za Formulo 1, ki so se jo v prejšnjih sezonah dobesedno otepale. A tudi to je uspeh Liberty Media, da šport, kot je Formula 1, začne uspešno promovirati dobesedno na lastnem dvorišču. In tudi za kategorijo Formule 1 je to pozitivno. A za danes je bilo to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.